Družba, lep pozdrav. Z mano je Eva Kraš. Zdaj sem si pa jaz kar zapisal, kdo Eva Kraš je oziroma kaj vse počne, ker je nočem delati krivice, a ne. Pol bomo od tam naprej štartali. Eva Kraš je dramska igralka, ustvarjalka na področju fotografije in pisanja, lahko rečeva, a ne. Bova razdelala mogoče pol malo. Popotnica, športnica, zagotovo, pilotka jadralnega letala, tole moram malo pokomentirati, podjetnica in coachinja. Eva, dobrodošla v Moravčah. Hvala lepa. Ti tudi nisi bila velikokrat v Moravčah do zdaj, ne? Ne, nikoli še in sem prijetno presenečena. Ja, veš kaj, danes imava midva imava kar srečo. Oziroma imaš srečo z vremenom, da si videla ja, te kulise moravške, pa to, da ni dežja. Tako da, se pravi, dobrodošla pod Limbersko goro. Hvala. Deva začeti pri dramskem igralstvu, pri igralstvu nasploh, ker mene to področje zelo fascinira. Pa me zanima, kako se je to pri tebi pojavilo? A si že v štartu, v otroštvu vedela, od malih nog naprej, da se boš pojavljala na odrih? Kako je to potekalo? Nič nisem vedela, dejansko sem samo zelo rada nastopala. Že v osnovni šoli sem bila v vseh možnih krožkih, pa je bilo petje, pa je bilo ples, pa je bila igra, pa je bilo vodenje prireditev. Ja, pa te kdo... Ne. Spomnim se, da ko sem dobila prvo kamero v roke, tako kot si mi prej razlagal tudi ti, da sem želela vse posneti, da sem se zelo ukvarjala s tem, da sem vedno rada pokazala, kako znam plesati vsakmu, ki me je želel gledati. In mislim, da je bilo ta želja po tem nastopu, po tem izražanju v meni vedno prisotna. Nikoli pa nisem razmišljala o tem, da bom jaz igralka. Menda sem govorila, da bom igralka, ampak se z tega ne spomnim. In si pol na podlagi teh interesov izbirala srednjo šolo, nadaljnje izobraževanje? Niti ne. Na srednjo šolo sem sledila svoji mami na gimnaziji Poljane in potem sem tam na tisti gimnaziji se odločila med tem, a bom novinarka ali bom igralka. In nekako me je potem pogum pripeljal do tega, da sem se na koncu vseeno opogumila za AGRFT. Predtem si pa bila v Ameriki, se pravi, ti si zaključovala ali pa zaključila srednjo šolo v Ameriki. Daj mi povej, kako je to izgledalo. V 3. letniku gimnazije sem videla, da so imeli nek razpis, če želiš iti delati 4. letnik v tujino, in sem šla mimo. Moje oči so postale take in sem rekla, ja, to je to. In hvala Bogu sem se starši lahko o tem dogovorila. In sem 4. leto potem delala v Modestu v Kaliforniji, kar je bila izredna izkušnja pravzaprav. Kako so te pa sprejeli tam? To je bilo... Si znala že angleški tako? Orang verjetno. Sem nekaj znala, ker sem že prej hodila na te tečaje, ampak to je kot da začneš od začetka. Se pravi, kot da stopaš v čist drug svet. Jaz sem se počutila zelo odraslo že za tisto okolje. Ne znam niti opisati, ampak kar mi je tisto okolje dalo, je angleščina. In pač neka čist druga mogoče samozavest ali pa razmislek o svetu, ko si pri 17, 18 izpostavljen, pravzaprav čist na novo na severu Kalifornije, je to en mogoče celo surrealen občutek. Sploh pred tolikimi leti, ko še nismo imeli vseh teh povezav, telefonov in vsega tega. Ja. A pa se je tam pol do konca izklesala ta ideja o igralstvu? Ja, tam sem imela priložnost, da sem si sama izbirala predmete in seveda sem se osvobodila vseh tistih, ki so mi tukaj oteževali dušo, kot so bile latinščine in matematike in to, in sem si izbrala dramska igra, petje, joga. Tam je to dejansko možno. Ja, in ker sem bila jaz v takem, bom rekla, programu, sem si to lahko izbrala in sem potem tisto leto lahko to nekako izživela in pravzaprav sem tam dobila samozavest preko učiteljice dramske igre, da sem se potem vpisala na AGRFT. Ampak marsikdo ima to željo
po AGRFT-ju, pa to idejo, da se bo vpisal, da bo ta faks študij naredil in tako naprej. Pa moraš komu ne uspe. Zdaj, kako je to tebi ratalo? Daj malo nas čez to popel. To ni tako easy, ne, zadeva. Ne vem, kako mi je ratal. Imela sem pa samo zelo veliko željo. Jaz se spomnim, da ko sem se enkrat spojila s to željo, potem, ko sem si jo enkrat priznala in čeprav nisem iz takega okolja, nobenemu sploh ni prej padlo na pamet, da bi jaz bila igralka, tako da bi se zdajle spomnila, jaz bom igralka in pika. In ta želja se mi zdi, da je mene pripeljala v to šolo, ker se spomnim tudi na sprejemnih izpitih, da sem bila kot ena velika žareča žoga v sebi. Tako zelo močno sem si to želela in mislim, da je bilo potem tisto, kar me je nekako pripeljalo čez. No? Kako izgledajo sprejemni izpiti? To može biti verjetno že kar dovršen igralec, ne? Pa v bistvu niti ne, ker oni iščejo neke specifike v človeku. Mogoče iščejo, kaj jaz vem, kako se ti znajdeš v skupini ljudi, kako se ti znajdeš, ko moraš nekaj izrecitirati iz samega sebe, kako avtentičen si, kako hitro lahko mogoče slediš nekim navodilom in jih prepričaš v tem, ne? Se pravi, in to so ene taki detajli, ki jih jaz težko opišem, medtem ko profesori, ki pač to izbirajo, so tako že podkovani o tem, kaj je potrebno, da oni nekako potem združijo to znanje plus intuicijo. Ne, včasih se tudi malo zmotijo, včasih se ne, ampak na koncev je potem oseba tista, ki je sprejeta, ki odloča o sama sebi, kaj se bo potem pač s tabo dogajalo kot z igralcem, ker se moraš ti na koncu potruditi. To so zelo kompleksne stvari. No? Ja. Po študiju si se zaposlila na TV ali nabirala pač tam izkušnje, bila si vremenarka, čeprav vem, Ja, pa v bistvu, voditeljica otroških oddaj, pa v nekih slovenskih serijah si se pojavljala. Daj to malo pokomentari. To razliko nastopanja pred kamero pa na gledališkem odru. ja, jaz sem se zaposlila dobila sem svojo prvo službo kot vremenarka v prvem letniku AGRFT-ja. Tako da sem se takrat začela na ta način, bom rekla, učiti. Kalit. In potem tudi preko teh oddaj, ki so bile luštne, zanimive. Nekako so mi pasale na tisto mojo kako bi rekla, neizraženo novinarsko mogoče željo v meni. Potem sem se pa v nekem trenutku, se spomnim, v drugem letniku mogla odločiti, a bom jaz zdaj delala AGRFT šolo, a bom igralka, se bom tega resno lotila, se temu posvetila, ali bom pač se ukvarjala z vodenjem stvari na televiziji. Nekako ne vem zakaj, ampak za mene je bilo pomembno, da se odločim. In ko sem se odločila, so potem stvari šle zelo hitro navzgor, no, v tem kontekstu. Potem si, ne samo, da si se odločila za resen študij, tudi vpisala si magisterij na temo alkimija igre. Kaj to sploh pomeni? Ja, V parih stavkih, se ne rabimo biti preglobok, ker imamo še kakšno temo, ampak ja, je pa zanimiv. magisterij sem vpisala kasneje, ko sem bila že zaposlena. okej. Zdaj, razlog je bil pa ta, da ko sem bila zaposlena in sem imela redne predstave z mojimi profesionalnimi igralskimi kolegi, z nešteto izkušnjami, sem mogoče šele res začela razumeti neke stvari, ki sem jih prej brala. Ne, in real time. Learning by doing. Tako. In takrat sem rekla, čakaj mal, a si ti res takrat vse prebrala, ne? Ker nisem, ne? In me je začelo zanimati, kaj še so tisto, česar ne razumem. Kaj so tiste stvari, ki me mogoče na odru sem sama opazila, da so moje omejitve, pa sem jih hotela nekako iti preko njih. In sem nekako potem šla nazaj v študij in si izbrala pač to temo. Alkimija igre je končni naslov, bistvena tema, ki sem jo raziskovala, je pa biti na odru.
se pravi prisotnost na odru in kaj pravzaprav prisotnost kot taka sploh pomeni. To me je gnalo na odru. Verjetno ne, ja, sam za na odru, odra, ampak ja, v vseh primerih, ne, Ja, vsak dan. tako, ja. Ja. Potem po študiju si se zaposlila v drami v Mariboru. Kako da, drama v Mariboru? Spet je bila neka mogoče sreča. Bil je en dan, ko sem se nekako prepustila vesolju. Sem rekla, klicali so me, če bi šla eno predstavo delati v Lutke, in v tistem trenutku sem dobila klic, da je v Mariboru neka audicija. Sem rekla, pridem, grem, sem šla, bila sem zelo živčna, celo noč nisem spala, mogoče mi je to celo pomagalo. In sem dobila tisto audicijo in potem sem v Mariboru ostala. Ampak se nisi, ne zasledim dialekta mariborskega. Ja, ker nisem Mariborčanka, pa tudi pač nekako dramski igralci se trudimo, da ohranimo nek pravilen jezik in smo tem mogoče izostreni. In nimam pač drugega komentarja. No? Ja. Ej, preden greva naprej, preden se umakneva mogoče iz področja igralstva, da mi samo povej, kakšen tip vloge ti najbolj ustreza? Kaj najraje igraš? A sploh imaš? Ali ti vse predstavlja izziv, pa se pol? Ful se ne maram opredeljevati glede tega. Rada imam, da vloge same pridejo do mene. Sem pa opazila, da pridejo, da mogoče vloge, v katerih najbolj uživam, so tiste, ki so v neki vertikali, v kontekstu tega, da je to vloga, ki na nek način išče neko svobodo oziroma se prebije do neke svobode. Ne? Se pravi, v nekem kontekstu tega, zdaj, v katerikoli obliki že. Druga stvar na seznamu, ali pa tretja, prej, ki sem jo prebral, je bila Eva je popotnica. Dobro, zdaj smo slišali, bila si v Ameriki, pa ne samo en teden, šolala si se tam, pa živela si tudi na Norveškem, pa še marsikje druge si bila, pa po Tibetu si hodila, pa po Nepalu, pa Indiji, pa in tako naprej. Da mi pa povej, kaj iščeš, kaj si iskala v potovanjih? Spet, ko sem bila majhna, nisem vedela, da bi karkoli iskala, samo zelo sem se dobro počutila, ko sem se usedla na letalo. In takrat sem se počutila, kot da je to nek občutek svobode, da lahko nekam grem, da si lahko v zelo kratkem času v čist drugem okolju, kjer se ljudje čisto drugače vedejo, govorijo v drugi kulturi, in to me je blazno fasciniralo, osvobajalo, navduševalo. In sploh v tistih časih, ko je bilo to potovanje z letalom še v bistvu kar neka eksotika, to si nisi mogel kar prvoščati in sem čakala te počitnice vedno živela za to, da bom jaz nekam šla z letalom. Tako da ja, na začetku je bilo mogoče bolj raziskovanje sveta, mogoče tudi, če sem čisto poštena, kakšno bežanje, za katerega jaz nisem se tega mogoče zavedala v taki meri, ne. Potem čez čas je bilo enostavno konkretno mogoče iskanje nekega znanja, iskanje nekih novih izkušenj, ki jih mogoče v tem okolju nisem mogla dobiti na način, da bi jih jaz lahko doživela, kot sem jih želela. Zdaj pa se je to razvilo v res samo uživanje, ne. Se pravi, ta potovanja so me pripeljala do sebe na nek način, kot da sem bila ena izmed tistih, ki so mogli iti 3-krat okrog sveta, da jaz lahko zdaj doma mirno sedim in sem popolnoma zadovoljna. Siddharta, ena taka knjiga, ne? Ja, tako. Vse obdelati pa pol. Ja, tako da mislim, da spadam v to. Poglabljanje vase pa iskanje svoje lastne esence, praviš, ampak niso bila samo popotovanja, ne, ena od metod, več tega je bilo. Kako, na kakšen način si še iskala samo sebe, tisto to pravo Evo? Vem, da si že, ko si bila zelo majhna, na končni fazi brala grške filozofe. To ne dela lih vsak, ne? Ja, ne vem, kaj je s tem, ampak to je res. Izpisovala sem si misli Sokrata in vsem njemu podobnih
In to me je gnalo, ne vem, to je nekaj, kar je z mano, ta želja po modrosti, bom celo rekla. In sem vedno, ne glede na to, kaj sem počela na ven, so bile te knjige o modrosti, so me vedno nekako spremljale, ogromno sem brala. Kaj sem iskala? Čutila sem, da stvari niso čisto, kot mi govorijo, da so. Aha, okay. Ne, čutila sem, da stvari mogoče funkcionirajo majčkeno drugače. Zelo sem se spraševala, kdo sem, kaj tukaj sploh počnem, kaj je to smrt, kaj je to življenje, kaj je zdaj to, kje sem jaz, kaj sem jaz. In sem se želela prebiti do tega. Res je, da sem dosti hitro segla po nekih knjigah o budizmu, čist spontano. Nisem jih iskala. In potem se je to samo razvijalo. Ne, sem tudi stopila v stik najprej s to bolj popularno duhovnostjo, pa potem z različnimi načini zdravljenja. In sem šla pravzaprav, kot se je to pojavljalo v našem prostoru, jaz skozi celoten ta proces. Dokler nisem se nekako resnično začutila, da je čas, da grem v Indijo, Tibet, kot da bi to celo življenje čakala in kot da bi moja intuicija mi rekla, ko bo čas, da greš, boš šla. In res je postal čas in sem šla najprej na izobraževanje v Indijo. Za 1 mesec sem šla na tečaj meditacije. Potem naslednje leto se je to nadaljevalo. Je bil postal čas za Tibet, ki me je nekako se zelo dotaknil. Tisto enotedensko potovanje se me je, ne vem, kot da mi je odprlo srce na en način, ki ga jaz težko razložim. Mogoče tisti, ki so bili, vejo, o čem govorim. Naslednja stvar, ki me je zelo odprla, je bil 10 dni vipassane, meditacija v Nepalu, v Katmanduju, kjer sem prvič spoznala svoj ena na ena. Tisto je bila fenomenalna izkušnja. Potem sem na tem istem potovanju šla še v Indijo narediti tečaj za učiteljico joge smeha in zaključila z enotedenskim tečajem meditacije še v budističnem samostanu. Tako da sem dejansko posvetila celo poletje zelo poglobljeni meditaciji, zelo resni meditaciji. In ko sem se vrnila domov, zame več nič ni bilo isto. Enostavno sem ugotovila, da vse je. In tisto, kar me je gnalo prej, ali pa neke skrbi, ki sem jih imela prej, ali pa način, kako sem gledala na stvari prej, se je samo spremenil. Je bil pol to obdobje je bilo tisto ključno, ki se je zgodilo največ te preobrazbe od tebi? Ja, bi rekla, da ko ljudje rečejo, sprememba je instant. Sprememba nikoli ni instant, ne. V bistvu je milijon enih korakov, ki jih nihče ne vidi, ki jih mogoče tudi ti ne opaziš, ki so te mogoče pripeljali do tega, da v nekem trenutku pa tebi preklopi v nekaj drugega. Ne? In bi rekla, da verjetno je bilo pri meni tudi milijon enih korakov narejenih, zato da sem potem lahko v nekem trenutku videla stvari mogoče iz ene druge perspektive. Ja. Kako si včasih dojemala svobodo, pa kako jo zdaj dojemaš? Verjetno sem jo prej dojemala v kontekstu tega, da moram jaz nekaj narediti, da moram jaz nekaj loviti, da moram pred nečem bežati, da me nekaj lovi, se pravi v tem kontekstu. Ne? Potem sem pa padla v svoj center. Se pravi, vse to se nekako razblinilo in ugotovila sem, da je svoboda v meni in v tem, kako si jaz interpretiram svoj dan, svoje življenje, zgodbo o sebi, dnevne dogodke, da si jaz to svobodo dam ali pa vzamem sama. Kako pa, na kakšen način, čisto praktično, zdaj usklajuješ duh, telo v teh časih? Napram mali Evi izpred let. Kako ohranjaš sanity v tem ponorelem svetu? Ne? Precej pogosto. Ja, sem precej poglobljen človek in si vzamem veliko časa, da poskušam biti v stiku sama s sabo, kar pomeni, da treniram samo sebe, da če me življenje potegne ven iz moje vsi, da se vračam nazaj vase. In če moram to narediti 10-krat na dan,
bom to naredila 10-krat na dan in zelo mi več ne paše občutek, da sem predolgo ven iz svojega centra, zato ker potem vidim čist fizične stvari, da postajam utrujena, da zgubim svojo smer, da zgubim občutek sebe, da zgubim občutek svojega veselja in mi to, da sem v svojem centru, mi veliko pomeni. To pomeni pol. Meditacija, joga, sprehod v naravi, pa kaj še, pa vse tvoje športne aktivnosti. A ti tudi oder sam pomaga, da usklajuješ? V bistvu je hec, da vse to, kar je zdaj bilo našteto, so vse neke aktivnosti, ki v resnici niso potrebne na ta način, jih ne dojemam več na ta način. Ja, bolj je pomembno, da jaz čutim sebe znotraj sebe in da potem, če čutim, da sem vseeno preveč izven sebe, si mogoče pomagam z meditacijo. Pa potem, če sem še bolj izven sebe, si pomagam z jogo, pa če sem še bolj izven sebe, grem na sprehod, če si želim jaz vrniti v svoj center, ne? Ali pa če sem bila preveč v sebi, da se grem razvedriti s kakšnim letenjem ali kakšno drugo aktivnostjo, se pravi, vse je v nekem nenehnem dopolnjevanju tizga, kako pride do lastnega flova. Se pravi, da to ni dolgočasno življenje, ne? Ampak to je v bistvu iskanje svojega lastnega flova, pač karkoli ti potrebuješ v tistem trenutku, da ga dosežeš, pač tisto vzameš. Nimam nobenih teh rigoroznih stvari, zdaj se zjutraj zbudim pa meditiram. Ne? Ampak, če bi pa zaznala, da se mi nekaj dogaja, da se postajam zelo nemirna, bi se pa pač usedla na tla, recimo. Omenila si letalstvo, ne? To je precej neobičajen, verjeten hobi, sploh za punce, za ženske. Kako je do tega prišlo? Kdaj si s tem začela? Kaj ti to zdaj na koncu koncev pomeni? Verjetno kar veliko jadralno letalstvo. Pa to je ena hecna stvar, v bistvu. Ker kot sem rekla, ko sem bila že majhna, ne, sem živela zato, da se usedem na letalo. In to, da sem jaz bila lahko na letalu par ur, to, ko vsi trpijo, ko jih bolijo roke pa noge. Jaz sem uživala, da sem gledala iz okna, počutila sem se, ker je res, ne, ko si ti zelo daleč gor, je kot da bi se majčkeno odmaknil od zemlje, od problemov, tak mir je, ne. Jaz postanem izredno kreativna, sem opazila, da če začnem pisati kakšne stvari v letalu, na kakšnem dolgem letu, so to ful zanimive stvari, kaj potem pride ven, ne. In mi je zelo pasalo to, ta dvig, ta odmik od zemlje. Ta ptičja perspektiva. Tako mi je dobro delo na dušo. In sem seveda zelo opazovala ta način, oboževala sem letališča, ne, in sem dostikrat tudi mimo tega hodila recimo na letališče chillat, na kavo. Ker nisem vedela, kaj bi, in me je to nekako sproščalo, ko sem gledala te letala, ko odhajajo in prihajajo. In potem seveda se začneš tudi obkroževati s takimi ljudmi. Je pa zanimivo, da me je pač vedno zanimalo, kaj te piloti, ne, so kot, kdo so te ljudje, ki to znajo voziti, ne. Ja, neka mistika je tukaj zadaj. Neka mistika je tukaj zadaj in sem si vedno mislila, to ni zame, ne. Jaz, to ni zame. Mislim, oni super, ampak to ni zame. In potem je med korono prišla ta priložnost, ker mi je pač friend rekel, ki je pilot, zakaj pa ti ne letiš? In me je bilo tako, jaz bi to lahko? No, in sem bila potem upisana na tečaj jadralnega letenja. In pravzaprav je tako, ne. Zdaj, če bi se človek hotel zelo, zelo resno s tem ukvarjati v današnjih časih, moraš temu posvetiti res veliko časa, ker to je zelo resna stvar, pa zelo, sploh jadralno letenje, pač rabiš ogromno časa za to, ne? Ker ni odvisno od tebe, odvisno je od ekipe, od vremena, od vsega. Ampak kar mi pa daje je, in v čem res najbolj uživam, je skill. Se pravi, kako sem se jaz lahko izmojstrila v nekih stvareh, do katerih jaz prej nisem imela dostopa. In kar je najbolj smešno, jadralno letenje me je prizemljilo. Ne, ker takrat sem videla, da tukaj pa ni heca. In da tukaj je pa si 1 na 1 svojo s koncentracijo, ali boš, ali pa bo zelo hudo, če ne boš. Ne, in tudi
ne vem, v tem, ne, je nekaj v meni, ker ima rado take izzive, ker je to še, bom rekla, en nivo više te prisotnosti na nek način. In je manj več. Jaz seveda uživam, res je vedno lepo, ko greš gor med oblake, mečkam pokrožiš in odletiš. Ampak predvsem v tem, da si v stiku s tem, da si v stiku, sploh jadralno letenje je šport, ne, ni motorja, da bi te rešil in moraš se znajdeti, si v stiku pač z letalom samim. In to je tisto, kar me zabava, drži, ostri in prizemljuje. In sem si to vzela kot en dodatek v svojem življenju, ki me bistri in ostri. A lahko rečeva pol, da v zraku, da je v zraku, v tvojem primeru, ta občutek presežnosti tako največji? Ali se zgodi na odru, ali med meditacijo, ali je to čist nekaj drugega? To sploh ne jemljem na tak način. To so samo, bom rekla, ne vem, ko bi rekla. Se pravi, ti si v zraku in wow, kako je lepo, ne? Si na odru in ko se zgodi recimo res dobra predstava, mi rečemo, da je vse štimal, da je bilo vse v to, ko je bilo wow. Ne? Tudi v življenju, ko si imel lep dan, si rečeš wow. Se pravi, posod je ta wow. Zato bi jaz to bolj povezovala, da je občutek presežnega v tem, kako si ti kot človek sposoben stopati v nek flow v tukaj in zdaj. Pa si bila kdaj v zraku v kakšni tako kočljivi situaciji? Ja, mogoče ali pa ne, ampak ne bom komentirala. V vsakem primeru gre za res, gre za veščino, ne, tako kot so rekla. Ne. Za veščino in za veščino prisotnosti. Ja, test prisotnosti. A pol si iz tega naslova prišla do odkrivanja svoje podjetniške žilce na temo letalskega pohištva. Daj to malo razlož. Ja, Odkje? To so si pa prav zapisali, da nam kaj zafrknil. Papa Juliet Aviation Art. Skoraj. Skoraj, ne? Papa Juliet Aviation Art. To. To se je dogajalo v bistvu usporedno. Ta kolega je profesionalni pilot in med korono se je odločil, da bo začel izdelovati izdelke iz letalskih kosov, se pravi dekor, pohištvo. Jaz sem pa res dolgo časa je v meni tlela želja, da bi jaz poskusila se v biznisu, kaj to sploh pomeni. Tako zanimalo me je, kot me zanima ful enih stvari. In sva se nekako v tem našla in sem rekla, ok, jaz bi rada to probala. Sem nekako prevzela ta marketinški del, če lahko temu rečemo PR del. Fotografije, video, se pravi vse to in mi je bil tako en tak ful dober projekt. Dajmo zdaj iz tega skreirati biznis oziroma nekaj skreirati. In ja, sem se ogromno naučila na tej poti in sem ful vesela, da sem stopila na njo, ker sem se mogla naučiti nekih skillov, ki jih jaz drugače nisem nikoli razvijala, pa sem potem ugotovila, da jih imam in da lahko ogromno potegnem tudi iz igralskega poklica oziroma čist iz tega poklica umetnika. Da se da, iz ustvarjalnega vidika. Da lahko ogromno nekih zadev nekako si pomagam z njimi. Tako da sem se v tem kontekstu opolnomočila, izobrazila in sem vesela, no. Ja, da me je to nekako plemenitilo. Pa takih podjetij sklepam, da ni veliko, ki bi se šli tole. To je zelo nišno. Jaz sem spletno stran pogledal, noro, kakšne stvari. Ja, hvala lepa. A to so dejansko, kaj, to so, kakšni materiali so to? Ja, iz kosov letala. Kosov letala, ja, ki ni več v zraku. Tako, se pravi in mi jim damo novo življenje. Wow. Res so lepi kosi. Ja. Za posebne prostore in za ljudi, ki si želijo nekaj več. Ne, ponovadi so to piloti ali pa ljudje, ki si želijo, da imajo v svojem prostoru nekaj res unikatnega, nekaj čisto drugačnega. Ne? Ta ogledala so res fenomenalna. Ker recimo na mestu rože bilo bi tukaj en del tega propelerja, ne? Pa ful dobro izgleda. Ja. Noro. Ok.
jaz bi mogoče še malo klele v sto, ampak ne želim pa, da greva, ker si rekla, en kup športov, dejavnosti, to vrstnih je bilo pri tebi na meniju. Pa preden mi uide iz glave, me zanima, kako si se pa spoznala z plesom ob drogu. Ob vseh športih, to je tudi šport, kategoriziran kot šport, predvidevam, za katerega verjamem, da imajo ljudje pač različna mnenja, raznolika, najrazličnejša mogoče. Daj mi povej, kakšno vlogo ta zadeva igra v tvojem vsakdanu. Presenetilo me je. Moram reči, da mlajše generacije tega več ne dojemajo na tak način. To je resnično postal šport in je inspirativno. Zdaj, če damo stran tiste projekcije, mogoče, ki so vezane na to, če se temu posvetimo kot športu, kot neke vrste gimnastiki, plesu, je to res občudovanje vredno. Mlade punce, sploh, ki so še polne energije in so zelo obvladajo in je to res lepo gledati. Zelo je težko, delaš na svojo težo, je neke vrste gimnastika, se pravi pilates, ples in rabiš res veliko treninga, da potem to zgleda tako, kot si ljudje predstavljajo, ker večino časa ne zgleda to tako na treningu. Zdaj, zakaj me je fasciniralo? Jaz sem si pred parimi leti poškodovala koleno do te mere, da jaz več ne morem športati, ne morem teči, ne morem hoditi v hribe, kar me je nekako zelo omejilo, sploh nekoga, ki je celo življenje nekaj počel. In potem sem bila sem pa vedno plesalec, tudi sem trenirala gimnastiko in ko sem to zagledala, sem rekla, gremo probat, in ker imam tako vrhunsko učiteljico, jo moram res pohvaliti, sem ostala, ker mi je nekako dala spodbudo in ker imamo tako super kolegice punce, se zelo zabavamo in je res lepo. Lepo je pa zato, ker te nekako osvobodi kot žensko, ker te prisili, da se začneš imeti res rada, ker se moraš biti si okej s svojim celulitom, ker pač tako je, ker se moraš nekako res sprejeti in hkrati pridobivaš na moči, na en način, ki pač meni ustreza. Tako da mi je to en kot hobi, ki mi je ogromno dal. Moraš biti zelo pazljiv, zato da se ne poškoduješ, ker se lahko zelo hitro, zelo poškoduješ. Se pravi, še ena stvar, kjer je prisotnost. Ja, to se vseeno dogaja nekje na 1-2 metrov višine. Pa ni samo to, dejansko so rame zelo obremenjene, ta celotni obroč si lahko. A kolena pa niso? Ne do te mere, ne do tega, da bi zdaj človek skozi skakal. Tako da sem se v tem našla in je lepo. Se pravi, to je ena od stvari, če bi lahko rekla, kaj me zabava, bom rekla, nikoli mi ni dolgčas. Pilatesa ne maram, ker mi je dolgčas. Ja. Kaj pa joga? Jogiraš? Ja, nekoč sem jogirala še zelo več, ko sem delala ta tečaj za učiteljico joge. Zdaj pa v bistvu jogiram, kot sem rekla, bolj zato, da ali dojamem svoj dih, ali pa da ohranjam, rekla, to notranjo elastičnost in povezanost. Ne delam pa tega iz neke obsesije, ker ne maram nič delati v življenju na tak način, ampak vse, da podpira mene, ne da jaz služim temu v tem kontekstu. Ja. A je to tudi mogoče eno od glavnih sporočil, ki jih plasiraš svetu prek svojega coachinga, če se še malo tega dotakneva? Ker ta ideja se je začela porajati pred leti, 10 let nazaj, ko si bila še na Norveškem. Daj mi povej, kako je prišlo do kako se imenuje, Festiview. Daj si vzem čas pa res razložno, kako je pa do tega prišlo. Veš, kaj imamo toliko enih, da moramo, a ne? Festiview. Toliko enih stvari. Se pravi, jaz sem bila zelo dolg časa v tem svetu, kjer sem delala na sebi, na razne načine. Lahko bi postala marsikaj, ljudje so me spraševali, ti bi bila učiteljica, mogoče bi bila terapevtka in meni nič od tega ni
vibriralo, nisem želela, ne vem zakaj. Pa verjetno so rekli to z razlogom, vsako stvar si šla na polno noter, a ne, Tako, pa ja. si res pridobila znanje Ja. in izkušnje in vse. Ampak ni mi rezoniralo. Ko sem se pa dotaknila tega coachinga, sem pa začela slutiti, da to bi pa mogoče lahko bilo in sem to res preučila, če bi jaz to res lahko. Kako bi lahko mi da to prevedla v slovenščino? Kaj pa vem, zdaj trenerstvo je zelo Mi smo malo tako- švoh s temi zelo, izrazi. ja. Mhm, Ne vem, jaz potem temu rečem kopilot, mhm. ne vem, kako bi to opisala, ne? Mhm. Zato ker ljudje si to zelo napačno predstavljajo. Tisti coaching, tak kot pravi, kot je v bistvu res to, da si neka vrste inspirativna podpora Bravo, ja. in hkrati, odvisno od načina coachinga in dogovora, pač držiš človeka odgovornega njegovim odločitvam. Mm. Se pravi, ta neka, ne. Ampak jaz ne morem nič narediti, če se ti za to ne odločiš. In te tudi ne bom silila, ker nisem za to tu. Ne. No, v glavnem, ampak ta coaching je prišel do tega, ker je to pot usmerjena v prihodnost, ker je inspirativno, ker način, kako se tega lotevaš, odpira človeka, človek zasliši samega sebe in si sam odgovori na vprašanje. In na koncu se dostikrat zgodi, da ljudje rečejo, ne samo, wow, kako je dobro, ker sem se končno slišala, ampak pa sej vse imam v sebi, ali pa sej sem to že vedela, ali pa ne, in na nek način se pravzaprav spomnijo svoje lastne moči. In to je tisto, kjer jaz zažarim, oziroma to je tisto, zakaj me to resnično naredi srečno. Ja. In zato sem se lotila coachinga, ker se mi zdi, da vsi mi imamo itak veliko dela z našo preteklostjo in vsi mi se zelo radi poglabljamo v našo preteklost in tega je res veliko. Zelo malo se pokvarjamo z našo prihodnostjo, pa ne na način, da bežimo iz sedanjosti, ampak da dejansko stopamo v prihodnost na nek strateški način, da resnično potem tisto tudi uresničim svoje želje, sebe, svoje vizije, brez da bi se pri tem izčrpal ali pa da bi bil potem razočaran. Ne? Se mi zdi, da ljudje mogoče včasih ne znajo preceniti svojih lastnih korakov, potem jim ne rata, oziroma način, kako si definirajo svet, je mogoče prezahteven in potem obupajo tik preden bi mogoče ravno uspelo. Tudi se mi zdi, da veliko ljudi se mogoče žene zgolj za enim aspektom življenja, mogoče potem drugi aspekti življenja trpijo. Pri tem coachingu festivalu se pač nekako osredotočamo na konc koncev na vse aspekte, ne glede na tudi, če mi začnemo iz te strani, če želimo, da so stvari harmonizirane, se na koncu dotakneš skoraj vsakega področja na nek način. Tako da festival je prevod nekako srečen ti, vesel ti, ti, ki praznuješ samega sebe v tem kontekstu. In je namenjen temu, ja, da ljudje lahko pridejo še globlje v stik samimi sabo preko enih čist konkretnih strateških stvari, ki so prejemljive, merljive. Se pravi, pri meni se ne bluzi, pri meni delamo. Jaz delam performance coaching, kar pomeni, da coachamo na rezultate. Se pravi, mi se ne pogovarjamo zato, da se pogovarjamo. Jaz ne dajem nasvetov, nisem mentor, nisem terapevt, nisem svetovalec, ampak dejansko gremo skupaj do tvojega cilja. Jaz pa pomagam poskrbeti, da ti res prideš na svojo destinacijo, če seveda hočeš. Zdaj, na kakšen način prihajate do rezultatov, pa komu izključno je ta program coachinga tvoj namenjen? Namenjen je trenutno ženskam in načeloma se lahko lotimo, jaz sem rekla, vsega. Ampak ko sem hotela vse in majčkeno zožati, sem se odločila za ene 2 programa, ki sem ju poimenovala Moderna muza in Divja muza. Zakaj? Moderna muza je za tisto žensko, ki je na neki prelomnici v sami sebi. To so ponavadi uspešne ženske, ženske, ki vejo, kako se stvari lotiti, ki vejo, kako se stvari uresniči, ampak so mogoče enostavno prišle do nekega roba v svojem življenju. Ali želijo nov začetek v smislu kariere, službe, ali mogoče
v smislu odnosa ali v smislu zdravja, v smislu kako doživljajo same sebe, mogoče so zelo uspešne, pa so se mogoče mečkam zataknile in rabijo nek varen prostor, ker lahko malo predelajo to, kje so in kam grejo. Zaprav, ta program Moderna muza je usmerjen na neko strateško uresničevanje ciljev s tem, da ne izgubimo svoje mehkobe in da ne gremo, zdaj, ki je to popularno, da rečemo v moško energijo pretirano, ampak da to delamo na nek ženski način, da smo usklajene s svojimi ritmi. Medtem ko drugi program je pa namenjen mogoče mečkam bolj ženski energiji v tem kontekstu, da se vračamo od svoj center. Ne? Se pravi, isto je uspešna ženska, uspeh vsak definira sam za sebe, kaj to je, ampak ženske, ki so zelo obremenjene v službi, na kakšnih vodstvenih položajih, vodje podjetij, mame, kdorkoli, ki so mogoče, imajo občutek, da vse delajo za druge, da so menedžerke za vse in da so ne glede na to, kaj dajo, da nekako mogoče ne dobijo tega nazaj. In tem ženskam ponujam neko pot, da se vrnejo same vase, spet na en strateški način, da najprej začutijo sebe, svoj center in potem od tam dalje zopet mogoče razširijo svoja krila, ampak na bolj plemeniten, magnetičen ženski način, da se one počutijo, da je tukaj izmenjava, da se dogaja, ne, da dam in prejmem. Zdaj seveda, to sta dva izhodišča za idejo. Ampak pravzaprav glavno pa je, da želim delati z ljudmi, ki so uspešni, ki so pripravljeni na spremembo, ko so se že odločili na spremembo in rabijo mogoče bolj konkretna orodja, nekaj bolj oprijemljivega, da potem tudi oni lahko verjamejo, da bojo prišli do teh rezultatov. Daj pa pri človeku vidiš ali pa začutiš, da je naredil tale dotičen, konkreten premik v razmišljanju. In da nekako tudi veš ali pa prognoziraš, da bo pa res šla v akcijo. Zdaj pa smo na tisti točki. Ker razmišljanja o tem, o itu v akcijo je lahko veliko, leta lahko mine, in ponovno tudi minejo leta. Ja, dejansko, če verjetno veš tudi sam, se to začuti, vidi se, kako je človek usklajen sam s sabo. Ponovadi, kako so tvoje misli, tvoje besede, tvoja dejanja usklajena s tem, kako deluješ, sam pred sabo, rekla ne pred drugimi, sam pred sabo. In koliko je potem to dejansko usklajeno s tvojim delovanjem v svetu? Sej v bistvu ti samega sebe testiraš, ne vidiš čez dan, kakšne misli se ti porajajo, kako se potem vedeš in kot ti to več ni težko. Prav, ja. Ko to postane normalna izbira, ni nekaj, da se moram jaz zdaj disciplinirano siliti, ampak postane moj nov način bivanja, ali pa moja nova izbira, moja nova identiteta, če želiš. To je druga narava, ali pa prva narava. Prva narava, ko postane to moja prva narava, ko lahko takrat veš, da je človek zmagal v tem kontekstu, da je on uravnan s seboj do te mere, da mu to več ni težko in da je to. Do takrat pa ima pač človek bitko samim sabo, kaj je tisto, kar je za usklajevati samim sabo. Ker vedno smo tako obremenjeni s tem, da se usklajujemo pred drugimi. Ker drugi niso važni v tem kontekstu. Mi se moramo uskladiti samimi sabo, da bo nam energija tekla, da bomo mi lahko suvereno se predstavili, da bomo mi lahko povedali, kdo smo, kakršnikoli že smo, da se bomo lahko pošteno predstavili najprej sebi, potem svetu. In potem vse teče lažje. Ja. In glavni del tvoje naloge je, po mojem, ravno to upominjati, spominjati človeka na to, pa da ima to moč na koncu sebi. Da ne bova na novo pozabila, kje te pa lahko najde, kje te lahko kontaktirajo ženske? Na spletni strani. Se bo dala kakšen link, ja. festival.com, sta slovenska in angleška stran, se pravi potem pa preko socialnih medijev.
Zdaj pa, prehajava v stage, ko bomo počasi začelo gašati mašine. Jaz pravim, pa me zanima še preden to začneva, kakšna je potem nadaljna vizija Festive You coachinga. V kakšno smer misliš zapeljati, bolj to butično varianto ali kako? Iskreno povedano, ne vem, v kontekstu tega, ker je to zdaj spet novo raziskovanje. In v tem uživam. Ja, super. Ne? Se ne omejuješ. Se ne omejujem, bom to pustila, bom rekla, kot moj umetniški projekt odprto, kam bo zapeljalo, možnosti so pa absolutno neskončne. Bom videla najprej, kako se bo to dogajalo. Mi je všeč ta, bom rekla, ideja na neke vrste butičnosti, ne bi se pa rada omejevala potem, če bom to razvijala naprej, kam bo šlo. Tako da predvsem, kar si želim, je, da to postane neko polje. Se pravi, polje, kjer ljudje lahko se oddihnejo, oddahnejo, se zaslišijo, stopijo v stik s svojo kreativnostjo, s sabo, s svojim centrom in pravzaprav s pomočjo neke strategije, nekih vprašanj z moje strani in nekega držanja polja prisotnosti z moje strani se poglobijo in slišijo sebe tako globoko, da nekako resnično lahko stopijo na tisto pot, ki si jo želijo. Temelji so to pravi. Temelji so to pravi. Imam še 2 vprašanji za finiš, pol pa en set kratkih vprašanj. S temi kratkimi sem slišal tako že več, zdaj tiste pa ful luštan na koncu, ne? Tako, pa jih bova speljala, če ti je okej. Tele 2 sem si pa prav zapisal. Kje si v svojem življenju prepoznala, ali pa kdaj, da je tisto, kar si mislila, da je problem, v resnici bilo povabilo, da postaneš bolj celovita? Ko sem se do konca zavedla, da je biti v vlogi žrtve v vsakem trenutku izguba časa. In ko sem se zavedla, da se lahko zelo hitro znajdemo v takem razmišljanju in da je treba zelo aktivno in konkretno iskati svojo soodgovornost vsem, kar se nam dogaja. In da je pot najmanjšega odbora v bistvu v tem, da se ti takoj soočiš s tem, kar se pred tabo pokaže in pred tem ne bežiš. Se pravi, ni problemu, stvari se bojo vedno dogajale. Ljudje mislijo, da obstaja neko življenje, kamor prideš in potem je vse super, tudi če si ti že ful dela na sebi naredil, ni temu tako, ne. Se pravi, stvari se dogajajo in naše je, kako se mi na to odzovemo. Zdaj, verjetno bom manj časa porabila, če se bom direktno s tem soočila in to po svojih najboljših močeh poskušala prebroditi. In takrat sem ugotovila, da so pravzaprav te problemi, te izzivi, priložnosti za mojo rast. In da jih lahko vzamem kot orodje, da vidim, kje mogoče jaz še nisem s čim do konca podelala in kaj lahko naredimo propos tega. Cool. Kaj bi si želela, da bi ljudje bolj razumeli o poti spremembe? Malo si že nakazala prej, a ne? Da sprememba ni čez noč. Pa kaj bi se mogli še? Rekla bi, da se mogoče preveč ukvarjamo s to spremembo naven in da je mogoče poanta v tem, da ni sprememba v nekem izumljanju sebe na novo, ampak mogoče v nekem spominjanju tega, kdo ti si. In da bo mogoče ni toliko v kontekstu grajenja, ampak bolj v kontekstu rušenja omejujočih prepričanj ali pa zgodbic, ki si govorimo o sebi. In bom rekla v nekem poglabljanju vase in spominjanju sebe, da to ni nič strašnega. Je pa res, da je mogoče najtežje sebi priznati, da si živel v neki zgodbici ali pa živel v neki identiteti, ki ti v resnici ne služi ne koristi in tisto je najtežje. In tukaj se veliko ljudi zatakne, ker je ta identiteta, ta zgodba vezana na toliko enih stvari,
ena korenina pa ima ful drugih korenin. Da bi, bom rekla, z neko ljubeznijo do sebe, z neko nežnostjo do sebe razumeli, da je sprememba v tem, kako mi s temi koreninami delamo in da se da vse zelo lepo razrešiti, če nežno se zavedaš, da gre za odstranjevanje ali pa prearanžiranje teh nekih notranjih silnic. Nice, lepo. Hvala ti za tole. No, zdaj so pa že na teh 10 kratkih vprašanj. Z eno besedo, lahko je tudi stavek, lahko sta 2 stavka, ne bo se omejevala. Ampak mislim, da so zelo simpel. Oder ali kamera? Oder, absolutno. Ne. Knjiga, ki te je zaznamovala in ti ta moment pride na pamet. Nemogoče vprašanje. Ti ta moment pade na pamet. Mogoče to malo poenostavlja, veš. Okay. Prebujanje skozi duhovni materializem. Ok, avtor, slučajno veš, ne veš, bova pogledala, bom jaz dala slikco. Kaj pa film, ki ti je zaznamoval, pa ti zdaj pride na pamet? Ok, 9 let sem bila stara in oboževala sem film Moja punca. In res me je zaznamoval, ne vem zakaj. A je to tale, Macaulay? Tale, ki igra sam doma? Aha, ok, my girl. Ok, hudo. Vzlet ali pristanek? Pristanek. To me pa spominja na, zdaj nazadnje sem imel Vikija Grošla, ne? In je isto rekel, ne? Gor ni prostora za euforijo na 8000, tam si na polovici, ne? Za euforijo se lahko čas vzameš, ko prideš v dolino. Mislim, da je to zelo podoben v letalstvu. Jutro ali noč? Jutro. Zakaj? Ker... Neokrnjene energije. Ne, zato ker se rada dobro naspim, če imam le priložnost. Tišina ali glasba? Tišina. Kaj pa glasba, če že? Kar se mi zazdi, da je v tistem trenutku, da mi paše poslušati. Ja. Najboljši hobi, ki je to, ne moreš, Nimam najboljšega, kako poantajo, vsem pomalo. To. Ena beseda, ki opisuje tvojo pot. Eno omeniš, lahko je to ena od besed, ki bi opisala tvojo pot. Pisana, super. Gledališče gre tukaj pri tebi za delo ali poslanstvo? Poslanstvo. Fajn. Kaj te vedno spravi smeh? Pa kakšne smešne živali. Res? Ja. Cool. Eva, hvala ti. Mislim, da niso bila predolga. In kup enih informacij, kakšne linke bomo dali še dol v opis videa. Meni je bilo vesele, vabljena, da se še kdaj pridružiš v tem studiu manj je več, spravim, pa obilo sreče, uspehov smo vsi spoznali na mnogoterem področju. No? Ne bom enega izpostavljal, tako kot tudi ti težko, a veš, en hobi izpostaviš. Ja, skratka, ostani taka svetla točka te človeške družbe še naprej. Hvala za to bilo. Super je bilo. Super, a so za en športom pozdrav? Veš, kako bomo mi to klele odmaknemo. Ok, ja. In kaj zdaj? Čau.